Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus. Danes bomo razmišljali o grehu. Ali ste že kdaj razmišljali, kako je prišlo do odpada od Boga? Nekateri angeli so se v nebesih potem, ko so videli, kakšen načrt ima Bog za človeka, uprli Bogu in rekli: Bog, ne bomo ti več služili. Tvoji načrti nam niso všeč. Po pričevanju Svetega pisma je potem v nebesih nastal velik boj med dobrimi in slabimi angeli. Slabi angeli so bili premagani in pahnjeni na zemljo. Izgubili so prostor pri Bogu. Postali so nasprotniki Boga. Prvi človek, ki ga predstavljata Adam in Eva, je živel v raju, živel je v tesnem prijateljstvu z Bogom in v sožitju z vsem ustvarjenim. Na raznih slikah in podobah lahko večkrat opazimo, da se ni bal živali, tudi živali se niso bali njega. Skratka, prvi človek je bil pri Bogu zadovoljen, srečen, izpolnjen. Uporni angeli ali hudi duhovi niso mogli prenesti, da je bil človek Gospodov prijatelj, da je bil njegov pogled uprt v Boga, da je bil Bog njegova prva izbira. Niso mogli prenesti, da je bil človek srečen. Hoteli so ga narediti nesrečnega. Zaradi tega so ga zapeljali v greh. V knjigi Modrosti je zapisano: smrt je stopila v svet po hudičevi nevošljivosti. Izkusijo pa jo tisti, ki sodijo v njegov delež. Vsi poznamo zgodbo, kako je hudi duh, ki ga predstavlja kača v Svetem pismu, zavedel Adama in Evo. V čem je greh prvega človeka, Adama in Eve? V tem, da sta bolj verjela hudemu duhu kot pa Bogu. Prezrla sta Božjo besedo in se zanesla na besedo Satana, ki je obljubljal, da bosta postala kakor Bog. Največja in najbolj mikavna skušnjava vseh časov je postati kakor Bog. Vzela sta in jedla. Mislila sta, da bosta prejela, kar jima je kača obljubljala. Ne samo, da nista dobila tistega, kar sta si želela, izgubila sta še tisto, kar sta imela, prijateljstvo z Bogom, srečo. To je strategija zla. Obljublja veliko, potem pa izgubiš še to, kar imaš. To strategijo lahko opazimo tudi med človeškimi otroci, ki se pustijo voditi logiki hudobnega duha. Pomislimo lahko na razne reklame, ki nam obliko obljubljajo, dajo pa bolj malo ali nič. Po izvirnem grehu smo vsi ljudje nagnjeni k slabemu. Vsi ljudje grešimo, včasih bolj, drugič manj. Kaj je bistvo greha? Nezaupanje v Boga in obračanje k tujim bogovom, malikom. Od tukaj sledijo vsi ostali grehi, ki so več ali manj posledice korenina zla v človeku. Zaradi tega, ker človek ne zaupa Bogu, dela zlo. Greh v grščini imenujemo hamartija, kar pomeni zgrešen cilj. Greh je moralno in edino resnično zlo. Pri grehu gre v prvi vrsti za pomanjkanje resnične ljubezni do Boga in bližnjega, pa tudi do samega sebe. Z grehom se upremo Bogu, kot se mu je uprl človek v raju, kot so se mu uprli hudobni angeli. Greh se mora storiti v mislih, besedah in v dejanju. V mislih, ko človek obsoja drugega, si domišlja, da je boljši od njega, sanjari o nespodobnih stvareh.
Greh v besedah je na primer upravljanje, obrekovanje, preklinjanje. Greh v dejanju je kraja, uboj, prešuštvo, fizično in spolno nasilje, gledanje neprimernih vsebin in drugo. Grehi so lahko mali ali veliki. Pri velikih, smrtnih grehih gre za kršitev Božje postave v težki stvari s popolnim spoznanjem, da je tista stvar greh in zadostno svobodno voljo. Mali greh pa je kršitev Božje postave, v kateri manjka katera izmed 3 stvari. Na primer, da je bil nekdo prisiljen v kraju ali da se ni zavedal, da je neka stvar greh. Vendar tukaj ni vedno opravičila. Če je človek imel možnost, da bi oblikoval svojo vest, ki nam govori o tem, kaj je dobro in kaj je zlo, pa jo ni izkoristil. Z velikim smrtnim grehom zgubimo posvečujočo Božjo milost, prisotnost Svetega Duha, tvegamo večno pogubljenje, če umremo v takšnem stanju. Naše duhovne moči opešajo, zgubimo sposobnost, voljo delati dobro. V takem človeku, ki smrtno greši, se poveča čutnost, želja po nasladah. Zaradi težkih smrtnih grehov lahko postane človek duhovno mrtev. V takem primeru govorimo o duhovni smrti nekega človeka. Greh ima individualno in socialno razsežnost. Greh ne prizadene samo posameznika, ampak tudi družbo, škoduje občestvu cerkvi, ki je Kristusovo mistično telo. Če grešiš na skrivaj, ima to posledice tudi na druge. Vsak greh, ki ga storimo, prizadene Boga, bližnjega, stvarstvo, najbolj pa tistega, ki ga stori. Če zazidaš okno svoje sobe, si sam najbolj prikrajšan za sonce, za luč, za svetlobo. Tisti, ki hodimo v cerkev, si prizadevamo, da bi bili dobri kristjani. Bivanjsko smo osredotočeni na Boga. Bog je naša prva izbira. Zato navadno nimamo kakšnih težkih grehov, kot so kraja, prešuštvo, uboj in podobno. Imamo pa kakšne druge grehe, kot je obsojanje, opravljanje, obrekovanje, kraja dobrega imena, hinavščina, dvoličnost, napuh, ošabnost, šibko zaupanje v Boga. Tudi to so v nekem smislu težki grehi, zlasti greh zoper največjo ljubezen, ljubezen do Boga in bližnjega. Za greh, ki ga storimo, ni odgovoren nihče drug kot mi sami. Edini pravi vzrok greha je naša svobodna izbira. In hvala Bogu, da je cerkev odkrila sakrament svete spovedi, pri kateri so nam lahko odpuščeni vsi grehi, če se jih iskreno spovemo, ki samo sklenemo poboljšanje in opravimo pokoro. Za večje grehe je za spravo z Bogom in bližnjim potreben sakrament svete spovedi, kjer Bog odpusti vse naše grehe, če se jih človek le kesa in sklene poboljšanje. Ni tako velikega greha, da ga Bog ne bi odpustil. Pri spovedi postane naše srce lepo in čisto, polno Boga, polno njegove ljubezni. Srečno!